Najprej hvala Martinu in Martini in Valentini na drugi strani za potrpežljivost najprej. In hvala vsem vam zaenkrat, ki štejete, da boste izvedeli kakšno zanimivo informacijo. Predstavili bi danes najkrajše in najbolj zgoščeno, kakor je pač možno, rezultate naših raziskav ogrožene hazmofitske vrste skalnih razpok na Kraškem robu. Pravimo, da smo v krizi biotske pestrosti, čeprav je biotska pestrost eden od terminov, ki je zelo abstrakten in ga zelo slabo razumemo, še slabše pa verjetno interpretiramo. Gotovo smo v krizi biotske pestrosti, vendar ta kriza še zdaleč ni tista kriza, ki se je dogajala v zgodovini življenja na Zemlji. In gotovo ne bo takšnih razsežnosti, kot je bila tista, ki se je zgodila recimo na koncu Perma. Šteje se, da je več kot 99% vseh vrst, ki so kdajkoli živeli na Zemlji, že izumrlo. No, ena stvar oziroma dve stvari statistiki to krizo današnje biotske pestrosti postavljajo v eno drugo optiko. Prva je, da se nobena od teh kriz ni dogajala tako hitro, kot se dogaja ta. In druga je, da ji verjetno ni botrovala ena sama živalska vrsta, kot ji botruje to verjetno danes. Se pravi, biotska pestrost imela svoje vzpone in pade v preteklosti, pa tudi prostorno ni enakomerno razporejena. Tukaj je en takšen primer globalne razporeditve biotske pestrosti. Vidimo, da obstajajo območja, ki so bolj pestra od drugih območij. Pa tudi, če gremo na večje merilo in pogledamo, kako je z biotsko pestrostjo recimo v Sredozemlju, tudi ugotovimo, da ni povsod enakomerno razporejena, ali pa recimo, če se odpravimo na naše travnike, ki štejejo za tista rastišča, ki gojijo največjo biotsko pestrost, recimo na tem našem območju, vidimo, da tudi tukaj stvari niso enostavne. V mislih imamo predvsem kraške travnike, tiste bolj ali manj suhe, kjer so glavni edifikatorji recimo nizki šaš in skalni glavinec. To so tisti travniki, kjer uspevajo rastline, ki jih štejemo za tipične krašovke, so pa te rastline praktično vse bolj ali manj stepskega izvora in so te travnike poselile najverjetneje v času pleistocenskih glaciacij. Namreč takrat je tukaj vladala bistveno bolj aridna klima, bolj podobna tisti stepski klimi, ki vlada danes na Daljnem vzhodu. Danes pa vemo, da se je klima že toliko spremenila, da so naša območja vse preveč humidna in da so lesne vrste tiste, ki so tukaj bistveno bolj konkurenčne kot pa recimo zeljnate vrste, vsaj kar se glavnih edifikatorjev tiče. Ti travniki so bolj ali manj vsi drugotni. Le redka so tista mesta, kjer se ti travniki pojavljajo spontano, so naravni, to so bodisi kakšne specifične edafske razmere na teh rastiščih, ali pa so to izrazito prepihana rastišča. V glavnem gre za gojene travnike, to so tisti travniki, ki jih je ustvaril, predvsem pa vzdrževal človek. Niti ni čudno, da ne boste našli pretirano veliko barvnih fotografij, ki pričajo o vzdrževanju travnikov na Krasu, recimo, sicer konkretno v Čičariji. Danes se na teh travnikih izvajajo bolj ali manj ekshibicije, kar ni nič narobe, no. Vprašanje pa je, če takšne ekshibicije dejansko res prispevajo na daljši rok k ohranjanju travnikov. Tukaj je fotografija Gerti Bernthaler, ki je pred 10 leti osvojila turnir v košnji v Cerkljah.
pokosila je 35 kvadratnih metrov v 42 sekundah, kar znese približno 0,82 kvadratnega metra na sekundo. To je zelo dober rezultat. Tukaj šteje ne samo hitrost košnje, ampak tudi način, kako je skupaj pokošeno. No, poanta je, kar želim povedati, da ljudi na teh travnikih ni več. Človek na travniku je moteč dejavnik, ampak ta moteč dejavnik vzdržuje to biotsko pestrost, ki se na teh travnikih nahaja. In ko gledamo recimo preko ostenja Kraškega roba, ljudi na teh travnikih iznad ostenji ne bomo videli, jih bomo videli pa v stenah. In če so ljudje recimo iskana roba na kraških travnikih, ki so drugotni habitati, se vprašamo, kaj pa je z ljudmi v primarnih habitatih, tisti, ki so do nedavnega recimo veljali za popolnoma omenjene habitate recimo. Zelo različno je, kaj se dogaja z biotsko pestrostjo recimo na teh rastiščih, ki jih štejemo za skrajna rastišča. Življenje se zelo različno odziva na prisotnost človeka v stenah. Za planinskega hudournika ljudje v stenah niso pretirano moteč dejavnik. Izkušnje kažejo, da kukajo iz tistih skalnih razpok in vletejo v skalne razpoke brez težav, tudi če si kakšen meter oddaljen od gnezda. No, če to velja za hudournika in če to govore recimo izkušnje, pa te izkušnje in pa tudi študije ne potrjujejo tega recimo za veliko uharico. To je žival, ki jo človeška dejavnost v steni moti, kar govorijo izkušnje, ampak tudi sledenja in natančna proučevanja umikanja uharice glede na intenzivnost in plezanja in samo prisotnost človeka v teh stenah. Žival se seveda lahko umakne, ampak tudi teh sten, ki bi bile primerne za gnezditev recimo takšne živali, ni dovolj, da bi to lahko v nedogled počenjali. In če se žival lahko umakne, se rastlina ne more umakniti. Kako se pa rastline odzivajo recimo na to človeško prisotnost v stenah? Da bi o tem kaj več povedali, poglejmo najprej, kako te skalne razpoke in kako te stene sploh funkcionirajo. Načeloma naša intuicija govori, da so to zelo negostoljubna rastišča. Imamo občutek, da je v teh stenah velika vročina, da je velika suša, da so to zastavljena rastišča, recimo za veter lahko, da so to od sonca prepečena rastišča in tako dalje, da ni nobene prsti, da ni nobenih tav, skratka skrajni habitati. Ljudje, ki so se intenzivno ukvarjali z ekologijo teh rastišč, so recimo ločili načeloma dva tipa takšnih rastišč. Eno so bili skalni pragovi, vkolikor so te stene relativno nizke, niso visoke v tem smislu, tam recimo definirali so tam kakšne 2 do 4 metre višine. Potem so pa ločili tudi ostenja, to so tiste stene, ki so pa recimo večje od 10 metrov. Pričemer so ločili tiste bolj ekstremne od manj ekstremnih. Manj ekstremni pomeni, da so to tiste, ki imajo manjši naklon, bolj ekstremne pa tiste, ki vsebujejo previse. No, in v našem primeru govorimo bolj o teh bolj ekstremnih, ki prevladujejo na območju Kraškega roba. Dejavniki, s katerimi se tukaj spopadajo živa bitja, so zelo različni, ampak zelo praktično enaki kot na drugih rastiščih. In tukaj vas ne bom posebej obremenjeval z analizo posameznih dejavnikov, ampak bomo pogledali bolj sončno sevanje, recimo kot eden od tistih bolj pomembnejših dejavnikov, ker poleg osončenosti, zasenčenosti, sončno sevanje v veliki meri vpliva tudi na temperaturne razmere nekega rastišča. No, tukaj je en graf, ki govori o tem, da kompletno energijo sončnega sevanja sestavlja direktna in difuzna, se pravi posredna
posredno sončno sevanje in vidimo, da te skoraj da logaritemske krivulje so lahko zelo različne glede na upadni kot sončnih žarkov. Tukaj imamo upadni kot sončnih žarkov, 90 pomeni, da nam je sonce v zenitu tik ravno nad glavo, ampak to se pri nas nikoli ne zgodi. V naši geografski širini pripotuje sonce nekje do 67,5 stopinj, se pravi do tukaj nekje, in nikoli v zenitu ni pod kotom 90 stopinj, ampak vidimo, da so te razmere praktično skoraj da identične. Se pravi, zjutraj nam je bolj hladno, potem se sonce dvigne, insolacija narašča in potem ponovno po 12. uri pada iz zenita in se tudi ta energetski fluks zmanjša. Ker so naše stene vertikalne, niso horizontalne, verjetno razmere malo drugačne. In če pogledamo tukaj, vidimo, da so zelo drugačne. Na tej abscisi, pogledajte, je ekspozicija in tukaj bo recimo jug, tukaj bo sever, tukaj bo vzhod-zahod. In glede na to, da naše stene vse bolj ali manj gledajo proti jugu, jugovzhodu ali pa jugozahodu, recimo, da smo tukaj nekje. Tukaj na ordinati je pa količina energije sončnega sevanja, ki jo kvadratni meter prejme preko dneva. Vidimo, da je količina energije, ki jo prejmejo horizontalna tla, tukaj bistveno večja kot pri pobočju, ki je nagnjeno na 45 stopinj in še bistveno manjša oziroma večja kot pa pri pobočju, ki je praktično vertikalno, na vertikalni steni. To so recimo razmere, ki se dogajajo sredi poletja nekje ob 12. uri recimo. To je že prva taka indikacija, ki je kontraintuitivna pravzaprav. Zanimivo pa je, če to primerjamo tudi po zimi pa poleti. Tukaj pogledajte je fluks, ki ga prejme horizontalna podlaga sredi poletja, tukaj pa vertikalna podlaga sredi poletja in obratno po zimi, ko je upadni kot sončnih žarkov manjši, imamo tukaj krivuljo, ki ponazarja ta pretok energije v stenah vertikalnih, tukaj pa na ravni podlagi. Kaj iz tega lahko zaključimo? Lahko zaključimo, da stene še zdaleč niso tako negostoljubno rastišče, da so po zimi toplejše, poleti pa hladnejše. In morda je to tudi eden od tistih kriterijev oziroma razlogov, zakaj se tukaj v te stene ujame tako veliko reliktnih vrst, bodisi glacialnih ali pa termofilnih. No, seveda obstaja veliko razlogov, ampak recimo lahko bi zašpekulirali in ugotovili, da je tudi to morda eden od teh razlogov. Ta puferska kapaciteta tega rastišča, ki v biti blaži ekstreme, čeprav imamo občutek, da se ravno tukaj dogajajo velike ekstreme. Tomazinjeva popkoresa je rastlina, ki je tipičen hazmofit. Gre za klinčnico, ki ima nasprotno nameščene liste, do centimeter velike, 4-števne, bolj ali manj zvezdaste cvetove. Ti cvetovi so bele barve, tako jih vidimo mi, verjetno jih žuželka vidi še kako drugače in tudi odvisno, katera žuželka. Rastlina ima črtalaste liste in tisto asimilacijsko površino zmanjšano, verjetno na račun varčevanja izgube vode, ker s to zmanjšano površino očitno izgublja tudi manjše količine vode na teh rastiščih. Je dejansko zelo ozko omejena. Tukaj jo bomo našli v glinščici, potem iza skalnega roba, iza kraškega roba, tukaj za teh osteni v ospu. Osp se šteje kot klasično nahajališče te vrste, čeprav v protologu, ki ga je napisal Marcheseti pred več kot 100 leti, nikjer ne piše natančno, na podlagi katerih primerkov je to vrsto opisal v čast svojega mentorja Muzija Tomazinija. Potem jo najdemo v Črnem Kalu, v Podpeči in tukaj v Istrskih Toplicah.
Po literaturi se vleče tudi podatek lokacijo Nuhla, to je nad vasjo v Istri, kjer je pa praktično od sredine 80-ih let prvič intenzivno iskana ta rastlina, potem pred 16 leti drugič in pred 3 leti tretjič, in jo nažalost tukaj nismo mogli več najti, več potrditi. Tipično rastišče te rastline so skalne razpoke in ne katerekoli, predvsem tiste, ki se nahajajo v takšnih spodmolih, ki predstavljajo nekakšno deževno senco. Ta deževna senca se je pokazala tudi kasneje, ko smo delali eksperimente, za zelo pomembno, ker dež, ki pade na prašnike, ta pelod zelo hitro spira in ga tudi v biti napravi sterilnega. Zelo hitro ga vlaga, direktna vlaga dežja uniči. Na takšnih rastiščih ne uspeva veliko rastlin. Ta rastlina se zelo dobro počuti, če se znajde še zraven kakšne vode, ki mezi. Tukaj vidimo, da ni mezela samo voda, ampak tudi bitumen, asfalt. In tukaj lahko rastlina doseže tudi velikost teh blazinic tudi kakšnega metra. Načeloma, kot sem prej povedal, v teh rastiščih ni veliko vrst, in tudi ta rastlina se na nekatere dejavnike tukaj očitno zelo specializirala in se na ta način ujela v evolucijsko past. Evolucija ne funkcionira retrogradno in zelo mala verjetnost je, da se bo ta rastlina v bodočnosti kdajkoli uspela rešiti iz tega skrajnega rastišča. To rastlino uvrščamo v eno širše sorodstvo bavarske popkorese, ki je tukaj na fotografiji iz kanjona Tare v Črni gori. Ta rastlina ima zelo nesrečno ime. Imenuje se bavarska, čeprav so jo opisali iz pobočij Monte Balda nad Garskim jezerom in na Bavarskem sploh nikoli niti ni uspevala. Pojavlja se v 3 skupinah populacij načeloma, to je ta recimo južno-dolomitska, potem je ta na avstrijsko-štajerskem in ta v širšem področju Balkanskega polotoka. Vse rastline kažejo v vegetativnih znakih, se pravi v listih, v steblu, precejšnjo plastičnost, zaradi tega pa tudi morfološko variabilnost. In nekateri so zaradi tega, predvsem pa zaradi teze, da nobena linejeva vrsta na Balkanu ne živi, te populacije tukaj opisali kot svojo vrsto Meringia mali, no, ampak malo bolj trezna razsodba ne vzdrži recimo ene takega sistematskega predloga. Obstaja še kakšnih 10 do 15 vrst drugih vrst popkores, ki se nahajajo tukaj na južnem robu Alp, ki so tudi bolj ali manj vse ozko endemične, za katere recimo vemo, kako so nastajale. V času pleistocenskih glaciacij gotovo in verjetno delijo isto usodo kot tomazinjeva popkoresa, to je, da so ujete v tej pasti, iz katere se verjetno ne bodo nikoli več vrnile v nekdajšnja rastišča, ki so se nahajala verjetno splošno v Alpah. Te popkorese so načeloma 5-števne rastline, pomeni, da imajo 5 venčnih listov. V ta areal pa se je ujela naša tomazinja popkoresa tukaj, ki je 4-števna, ima po 4 venčne liste. Po 4 venčne liste ima tudi mahovna popkoresa, ki je splošno razširjena po centralni Evropi in v južnem delu še predvsem in je pretežno gozdna vrsta. In 4-števne cvetove ima tukaj še ena vrsta, ki je ozko razširjena v Apeninih, Meringia populosa. No, ta števnost cvetov se je sistematikom zdel pomemben znak, ker je bilo to edino, kar je bilo zares oprijemljivo, bolj ali manj oprijemljivo, poleg specifičnosti rastišč, ampak ugotovili smo, da tudi tomazinjeva popkoresa je lahko pogosto 5-števna, to je na isti rastlini, imamo prevladujoče cvetove, tukaj je en s 5 venčnimi listi, da pa to zares ni redek pojav, se vidi na tej rastlini iz črnega kala,
ker so vsaj 4 cvetovi, ki so pentamerni, ne pa tetramerni, tukaj je eden, drugi recimo, potem tretji in četrti. Se pravi, ta pentamernost je posledica verjetno ene zelo enostavne genske mutacije ali pa napačne ekspresije genov, ki sodelujejo pri razvoju posameznih obročev teh cvetov. Za popkorese so značilni ti oljni priveski, elaiosomi, tu so semena tomazinjeve popkorese, ki so tašna, zelo kuštrava. To so rastline, ki ponavadi za raznos semen izkoriščajo mravlje. Mravlje so zelo nore na te elaiosom, te priveske, ki potem ta semena pridno v teh cvetovih nabirajo in raznašajo v te posamezne skalne razpoke. Na ta način si rastlina zagotovila, da seme pristane ravno tam, kjer si je želela, ker če to seme pade na tla, ga konkurenca ostalih rastlin zelo hitro zaduši. Mravlje imajo tukaj še eno pomembno vlogo in to je, da ko odrežejo s čeljustmi oziroma s helicerami ta elaiosom, ranijo testo, voda lažje prodre oziroma vlaga v ta semena in ta semena potem hitreje in bolje kalijo. Tako da gre za ene komplicirane, ampak zelo učinkovite sisteme, ki jih ta rastlina uporablja. Ti elaiosomi lahko nastajajo na različne načine. In so tudi primerni za eno bolj relevantno klasifikacijo popkores. Jih pa recimo, so pa zelo znani pri recimo vijolicah. Vijolice so tiste rastline, ki ravno tako z elaiosomi razširjajo svoja semena na račun mravelj. Rastlina je ogrožena že samo zaradi tega, ker se pojavlja na samo 5 lokacijah. Število primerkov je tudi omejeno, kot boste videli kasneje, zato so jo v rdeče pobarvali tako v Italiji, v Sloveniji kot na Hrvaškem. Znajdla se je tudi verjetno po pravici na dodatku 2 habitatne direktive in ji pravimo tako imenovana, ji pravimo po tako imenovani Natura 2000 vrsti. To rastlino ogroža, lahko gotovo rečemo, da jo ogroža ta aktivnost športnega plezanja v stenah, na kar so že sredi 80-ih let opozarjali. Iztok Škornik je v enem všečnem prispevku kratkem povedal, da je to v ospu že velik problem, da se nahajajo velike zaplate tomazinjeve popkorese ob vznožju o steni. Zdaj, ponavadi je težava v tem, da se človeku v steni zelo mudi in nima enostavno časa, da bi prioriteta mu je premagati smer oziroma steno. V drugem planu so rastline, zato steno bodisi čisti, ker želi imeti suhe prste, ne mastne od rastlinskega tkiva. Kdaj se pa tudi dogaja, da je preko blazinic recimo nameščeno sidrišče ali pa zabit klin ali pa navrtan spit, visi komplet in tako naprej, varovala, in potem, ko se uporabljajo ta varovala, se potem te rastline potržijo in popadajo po tleh. To je lahko zelo resna stvar. Omenil sem že situacijo v ospu, kjer so take situacije, da najdemo veliko količino rastlin po tleh pogoste. To je pa fotografija iz Istrskih Toplic, kjer se je ob opremljanju ene stene zgodila kompletna devastacija praktično in so potem steno za plezanje nujno morali zapreti in pojasniti ljudem, da se te stvari verjetno res ne sme počenjati in da treba paziti. Da je športno plezanje lahko težava, huda za to rastlino, smo se prepričali tudi na avstrijskem Štajerskem, recimo na lokaciji, ki je bila klasična lokacija za to rastlino. V prevodu bi rekli ciganska luknja, Cigajner Loch. Gre za eno tašno polpečino
kjer je gotovo uspevala tam rastlina. Danes je tam zelo znan plezalni vrtec, stena pa je kompletno sterilna. Nobene rastline ne boste našli tam, jih boste pa našli ob zelo prometni cesti, ki pelje ob tej pečini na dosegu roke, ampak tisto gotovo ni bilo najbolj optimalno rastišče za to rastlino. Ob vsem tem me zelo veseli, da je Evropska komisija prepoznala ta problem in da nam je te varstvene vsebine dovolila tudi oziroma odobrila financirati. To financiranje se je zgodilo teh raziskav, ki bi eventualno pomagale tej rastlini v okviru enega Interreg projekta, ki je nosil ime LIKE. LIKE je akronim za Living on the Karst Edge, bil projekt, ki ga je vodila istrska županja, kjer pa je sodelovalo kar nekaj partnerjev iz Slovenije in iz Hrvaške. Med njimi tudi Fakulteta za matematiko in naravoslovje v Kopru in Prirodoslovni muzej na Reki, ki se je v glavnem ukvarjal s to vrsto. Kaj je bil naš cilj pravzaprav v sklopu tega projekta, kaj bi si želeli izvedeti? Seveda, če se odločimo varovati neko vrsto, seveda jo moramo najprej dobro spoznati. Želeli smo pogledati, kje sploh uspeva, koliko je sploh primerkov, kakšna je populacijska struktura teh primerkov, na kakšen način se ta rastlina sploh reproducira, ali je za reprodukcijo potreben prenos peloda s pomočjo kakšne živali, recimo, in tako dalje. Da bi te stvari sploh lahko naredili, smo morali to strategijo prilagoditi tem posebnim rastiščem, na katerih se ta rastlina pojavlja. Verjetno si predstavljate, da na samih stenah bi zelo težko delali vse te raziskave, zato smo ubrali različne tehnike, da bi lahko premagali te težave, ki so tukaj nastajale. Prva stvar je, da smo te rastline, te primerke vzorčili. Vzorčili smo tako tkiva za ugotavljanje genetske strukture populacij in same vrste, ker smo praktično vzorčili na čisto vseh znanih populacijah danes. Obenem smo vzorčili tudi semena. Iz vsake rastline, odkar smo odvzeli tkivo, smo nabrali tudi semena, vkolikor so bila prisotna, in potem tudi geokodirali vse lokacije posameznih primerkov. To smo naredili zaradi tega, da bi lahko s pomočjo testa očetovstva ugotovili, kako daleč leti pelod oziroma kako daleč potuje seme teh rastlin. To ima lahko poleg čisto zanimive biološke informacije tudi izrazito varstveno funkcijo. Takšna informacija, ker nam govori o tem, na kako veliki površini je neka populacija lahko recimo samovzdržna. Potem smo ta semena naklili in jih maltretirali na različne načine. O tem vam tukaj ne bom preveč natančno govoril, ampak uporabljali smo klitje v temi, na svetlobi, pri različni temperaturi, z uporabo gibrelinske kisline kot recimo aktivatorja hormonskega, recimo. Potem smo jim ranili testo, odvezali eleosome, v glavnem maltretirali smo jih na vse načine, za katere smo se spomnili. Ugotovili, kateri so tisti optimalni pogoji za klitje, te rastline naklili, in ko so bili kalčki dovolj veliki, smo jih prenesli iz rastnih komor in posadili v lončke, te lončke pa potem umestili v gredice v vrtu Prirodoslovnega muzeja na Reki. To rastišče se je izkazalo pravzaprav za zelo posrečeno, ker prvič zavedajmo se, da smo te rastline kar naenkrat iz stene postavili na horizontalno podlago in tukaj so veliko bolj izpostavljeni insolaciji. Po drugi strani pa so te gredice tukaj postavljene na severno stran vrta in pod hrastom črniko, ki je večino dneva dajal senco tem rastlinam.
Te rastline smo ne glede na to vsako zalivali in bile so zelo odzivne. Tako da so načeloma zelo dobro, so z nami zelo dobro sodelovali. Paralelno s temi eksperimenti v vrtu smo se spraševali tudi, kaj leti po teh rastlinah, in te potencialne opraševalce ali pa bolj natančno rečeno obiskovalce smo sledili tako s kamerami, pomagali so nam tukaj tudi študenti, lepa hvala. Izvedli smo terenske vaje v okviru predmeta ekologija in biologija opraševanja, ki smo ga izvajali tisto leto. Opraševalci smo bili pa tudi mi sami na terenu samem tam, ker se je seveda dalo, ker je to pomenilo, da smo lahko kontrolirali določen pretok peloda, ki je bil pomemben za interpretacijo rezultatov naših eksperimentov. Paralelno smo vzorcem izolirali DNA, razvili mikrosatelitske markerje, s katerimi smo, kot boste videli kasneje, dobili zelo natančen uvid, vpogled v skrito življenje te rastline. Postavili smo tudi data loggerje na rastišča, s fitocenološkimi raziskavami se nismo ukvarjali, ker je Martini to zelo dobro naredil že pred več kot 20 leti. Opravili smo enostavno morfometrijo cvetov, tako na tomazinjeve popkoresi kot na simpatični mahovni popkoresi. Prešteli smo primerke in še kaj drugega smo počenjali, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Verjetno najbolj kompliciran del in zahteven del je bil tisti, ko smo študirali reprodukcijske sisteme rastline in samo biologijo cvetenja. Reprodukcijski sistemi načeloma govorijo o tem, na kakšen način pelod potuje med rastlinami in znotraj rastlin. Načeloma pelod pri hermafroditskih cvetovih lahko potuje na 3 načine med cvetovi in znotraj cvetov. Če iz prašnic pristane na brazdi istega cveta, potem temu pravimo autogamija. Če se to zgodi v zaprtih cvetovih, je to tista znana kleistogamija, recimo. Če pelod potuje na brazdo drugega cveta, ampak še zmeraj v okviru iste rastline, pravimo temu gejtonogamija in je v genetskem kontekstu identičen proces, kot je ta proces tukaj. No, pelod pa lahko potuje tudi iz prašnic ene rastline na plodnico druge rastline in temu pravimo ksenogamija. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zaradi tega, ker ta način reprodukcije v veliki meri vpliva na genetsko-populacijsko strukturo, pa tudi na sam fitness rastlin. Te posledice se vidijo v tem, da rastline, ki se načeloma bolj ali manj samo oprašujejo, imajo nizko genetsko raznolikost, oziroma majhno genetsko raznolikost, bolj so podvržene genetskemu driftu in niso pod velikim selekcijskim pritiskom. Za razliko od tistih, ki se navzkrižno oprašujejo, so pa te veliko bolj genetsko raznolike, so manj izpostavljene genetskemu driftu, zato pa bistveno večji selekciji, naravni selekciji, ki se tukaj odraža tudi v izbiri in učinkovitosti vektorjev peloda, v tem primeru opraševalcev. Gotovo je ta strategija tukaj navzkrižnega opraševanja na daljši rok bolj ugodna, ampak v nekaterih primerih rastline se zatečejo tudi v takšno situacijo, da se samo oprašujejo, in to je verjetno bolj ugodna strategija kratkoročno, na dolgi rok pa seveda ta ne vzdrži. Preden smo začeli opravljati opraševalske eksperimente, smo te rastline dali na takšen temeljit ginekološki pregled. Se pravi, morali smo se prepričati, ali so faze, ali je rastlina dihogamna ali ni, se pravi, ali se ti dve spolni fazi, moška in ženska, v okviru enega cveta sploh prekrivata.
katera je prva, katera je druga, kakšna zapored teh faz in koliko časa je kakšen pelod kaljiv oziroma je plodnica oziroma brazda receptilna za ta pelod. Tukaj smo to testirali na različne načine, uporabljali smo biokemične teste, kjer smo testirali aktivnost v glavnem kakšnih oksidacijskih encimov ali pa teste, ki hkrati govore tudi o učinkovitosti oziroma funkcionalnosti celične membrane. Ali pa recimo takšne direktne teste, kot vidite tukaj, ko smo s pomočjo fluorescenčno mikroskopske tehnike opazovali klitje peloda in rast teh pelodnih mešičkov skozi brazdo. Tukaj vidimo veliko kompeticijo pelodnih zrn, ki potem skozi vrat brazde potujejo do jajčnih celic in tam opravijo pač, kar opravijo ali pa ne opravijo. Načeloma pa oplodijo tisto jajčno celico. Opraševali smo recipročno. Kaj to pomeni? Da smo opraševali v obe smeri. Se pravi, če smo opraševali eno populacijo z drugo, smo tudi drugo s prvo. Kasneje vam bom poskušal razložiti, zakaj je bilo to pomembno. Opraševali smo znotraj populacije, tako da ugotovimo, kakšna je reprodukcijska strategija ene specifične populacije. Potem smo opraševali med populacijami in potem smo opraševali še med vrstami. Križali smo enostavno Tomazinijevo popkoreso in pa to mahovno popkoreso. Ti eksperimenti so vključevali spontano in pa inducirano autogamijo, se pravi opraševanje znotraj istega cveta. Prvič, da smo to inducirali, drugič pa prepustili to slučaju in videli, če se bo to zgodilo spontano, ker so prašniki in brazda relativno blizu en drugemu. Opravljali smo opraševanje znotraj rastline, ampak med različnimi cvetovi, to je ta getonogamija. In opravili smo tudi navzkrižno opraševanje, tipično ksenogamijo. Na odprte cvetove, ki smo jih predhodno označili, smo dodajali pelod in v primeru, da v tem eksperimentu dobimo boljši izkoristek produkcije plodov, kot pa pri kontroli, to govori v smer, da na tem rastišču za te rastline bodisi primanjkuje ali peloda ali pa opraševalcev. To je recimo ena pomembna praktična informacija. Eksperiment je, če ga povzamemo, izgledal tako, je deloval in tudi bil precej kompliciran. O teh številkah vas zdaj ne bom gnjavil, ampak jih bom malo komentiral kasneje, zelo na kratko, tako da ne se bati. Kakšni so bili zdaj rezultati? Najprej rezultati tistega zelo enostavnega merjenja cvetov. Merili smo dolžino in širino venčnega lista in ta analiza zelo enostavna je pokazala, da se te populacije glede na morfologijo cvetov delijo v štiri skupine. Poglejte, tukaj na abscisi so posamezne lokacije, od katerih izvirajo te naše rastline, ki smo jih maltretirali. Z barvo so pa označene vrste. Ta modro-zelena barva simbolizira mahovno popkoreso, no ta oker barva tukaj pa Tomazinijevo popkoreso. Prvo, kar vidimo, je, da so primerki mahovne popkorese praktično zelo homogeni, ne glede na to, ali jih prinesemo iz rastišča, ki je na višini 1300 metrov ali pa tistega, ki je na višini 500 metrov. Praktično nobene razlike. Zanimivo se je začela pojavljati tukaj, ko si primerki mahovne popkorese niso v ničemer različni od primerkov Tomazinijeve popkorese, recimo v glinščici. Tukaj zgoraj lahko sledite, kako se spreminja oblika venčnih listov, z barvo je pa naznačen rezultat statističnega testa. Načeloma o statističnih testih tukaj ne bom govoril posebej, če bo kakšnega zanimalo, bom kasneje malo bolj pojasnil. Ampak ta stvar tukaj je bila že zanimiva za nas in dala slutiti, da se tukaj nekaj čudnega dogaja. Potem tretjo skupino so tukaj ustvarjale
populacije od ospa pa do podpeči, posebej pa so se izdvajale populacije z najširšimi in najbolj jajčaste oblike venčnimi listi populacije iz Istrskih toplic. Populacija iz podpeči se statistično ni pomembno razlikovala od teh iz Istrskih toplic, ravno tako populacija iz ospa se ni statistično pomembno razlikovala od primerkov iz Glinščice, tistih, ki smo jih obravnavali kot Tomazinjeva popkoresa. Če sklenemo te rezultate te analize, bi lahko ugotovili, da se presenetljivo dobro ločijo te populacije tudi po obliki cvetov znotraj vrste Tomazinjeve popkorese, kar načeloma nismo pričakovali na začetku. Da najbolj izstopajo po obliki cvetov populacije iz Istrskih toplic in pa podpeči, da ni mogoče ločiti populacije vrst Tomazinjeve popkorese in pa mahone popkorese iz Glinščice, kar morda nakazuje, da gre za hibride, da je tista populacija Tomazinjeve popkorese že precej v introgresiji z vrsto Meringia muscosa oziroma mahovno popkoreso. Zdaj tukaj sledijo rezultati najbolj kompliciranega dela eksperimenta, to so ti poskusi križanja in ugotavljanja reprodukcijskih strategij te rastline. In tukaj pogledajte en takšen bolj ali manj poenostavljen graf, kjer na abscisi imamo recimo samo opraševanje, če poenostavim tukaj, potem tukaj imamo navzkrižno opraševanje. Navzkrižno opraševanje je tudi opraševanje med populacijami, ampak smo jih tukaj namenoma izločili za boljšo predstavo. Tisto, kar tukaj pade v oči, je, da ta zelen stolpec povsod praktično prevladuje. Tukaj gre za populacijo iz enega dela Istrskih toplic, namreč v Istrskih toplicah se ta rastlina pojavlja na stenah tako z leve kot z desne strani Mirne. Ti dve populaciji smo iz praktičnih razlogov ločili in rezultati kažejo, da je imelo smisla, da smo to napravili. Ampak poglejmo naprej. Če pogledamo te plave stolpce, ti plavi stolpci govorijo o populaciji iz Glinščice. Vidimo, da so v povprečju rezultati, ki smo jih tukaj dobili, zelo slabi. Prvič, seme teh rastlin, ki smo ga naklili, je zelo slabo klilo. Primerki so imeli zelo slab fitness in tudi rastline so zelo slabo cvetele. Tako da ne čudi, da so se slabo odzivale tudi na naše eksperimente opraševanja. Potem pa, če se pojavlja sta dva trenda v teh populacijah. Sledimo temu rdečemu stolpcu na populaciji z ospa, vidimo, da so bili rezultati samo opraševanja na tej populaciji bistveno slabši, kot če smo navzkrižno opraševali te primerke, in bistveno boljši, če smo pelod nosili na brazde teh rastlin iz drugih populacij. Enak trend se vidi tukaj, pri tej svetlo-zeleni barvi in nasplošno pri tej temno-zeleni barvi. Ta razlika tu ni statistično pomembno različna. To so populacije iz Istrskih toplic z leve in desne strani reke Mirne. Obraten trend vidimo pa pri tej roza barvi, to je populacija z Črnega Kala, kjer se je izkazalo, da se rastline boljše počutijo, če jih samo oprašujemo, kot če jih navzkrižno oprašujemo, čeprav ta razlika tukaj ni statistično pomembno različna. Nasploh pa je bil slab rezultat, če smo v tej populaciji prinesli pelod iz drugih populacij. Enako velja za to rjavo barvo, ki predstavlja populacijo iz podpeči. Tudi tukaj, če smo križali primerke znotraj populacije, smo ugotovili, da so bili rezultati boljši, kot če smo križali znotraj populacije, in še slabši, če smo pa pelod prinesli v to populacijo od zunaj. Če pogledamo to po posameznih lokacijah, ti grafi že na prvi pogled kažejo občutne razlike, na splošno slabi rezultati v Glinščici, trend naraščanja uspešnosti križanja oziroma opraševanja, če smo križali med različnimi primerki in z različnimi populacijami te iste vrste. Enako velja za Istrske toplice, eno in drugo populacijo, in pa obraten trend
pri populaciji v Črnem Kalu recimo in pri populaciji v Podpeči. Samo v enem delu Istrskih toplic smo se lahko približali dovoljšnemu številu rastlin, da smo izvedli tudi kontrolo. To pomeni, da smo samo primerke označili in pustili čisto pri miru in potem pogledali, kakšen je bil reprodukcijski uspeh, se pravi, koliko plodov so ti cvetovi dali in posledično tudi koliko semen. In tudi samo na tej populaciji smo lahko pelod dodajali na odprte cvetove, ki smo jih predhodno označili. Če primerjamo kontrolo in pa pelod, ki smo ga nanesli na te cvetove, vidimo, da je bil reprodukcijski uspeh pomembno večji, če smo pelod dodajali ob tistem, ki je sam priletel na brazdo, kot če smo cvetove povsem pustili pri miru na rastišču samem. To pomeni, da bodisi ali manjka opraševalcev, ali pa da je nasplošno premalo peloda v populaciji. Ta eksperiment je bil načeloma kompliciran in ta recipročna križanja so se pokazala izjemno pomembna, ker če smo recimo križali populacijo iz Istrskih toplic s populacijo iz Podpeči, je bil reprodukcijski uspeh zelo različen glede na to, kdo je bil donor in kdo je bil prejemnik peloda. In nasplošno vidimo, te debele črte pomeni dobre rezultate, so primerki iz Istrskih toplic bili tako dobri donatorji peloda kot dobri prejemniki peloda. Relativno slabi prejemniki peloda pa so bile populacije iz Podpeči in pa recimo iz Črnega Kala. Populacija iz Glinščice je bila zelo mižerna in večino križanj, ki smo jih izvajali s to populacijo, ni bilo uspešnih, ker dodatno govori o tem, da smo verjetno imeli opravka s križanci že v sami steni. Zdaj, če smo križali eno vrsto z drugo vrsto, se pravi mahovno popkoreso in pa tomazinijevo popkoreso, smo dobili relativno dober rezultat. Približno tretjino rastlin, cvetov, tako križanih je dalo plodove. Če se vrnemo nazaj na to skico, vidimo, da je ta rezultat boljši, kot če bi pa križali recimo primerke med različnimi populacijami ali pa ponekod celo znotraj same populacije. Zdaj, če pogledamo, kaj je letelo po teh cvetovih, bolj malo žuželk je bilo, za bolj malo žuželk so ti cvetovi zanimivi. Na teh cvetovih počenjajo različne stvari. Ti tukaj počenjajo verjetno kaj drugega še, razen tega, da se zanimajo za nektar. Najbolj pogosti, ampak še zmeraj redki opraševalci so bile pa te muhe iz skupine Empidide, ker ne preseneča, da so to ravno muhe, ker so muhe tiste, ki jih bela barva cvetov najbolj privlači. Poleg tega so pa raziskave pokazale, da jim ta vzorec, ta križast vzorec, precej bolj pade v oči kot pa kakšen drugačen vzorec, recimo pač zaradi nekega prijetno čisto fiziološkega razloga ali pa še kaj drugega. Dejanskih dokazov, da so te muhe efektivni opraševalci, na žalost nimamo. Lahko sklepamo in glede na podatke iz literature, kjer so kaj podobnega počenjali na drugih popkoresah, se je tudi izkazalo, da so te muhe najbolj pogoste, ampak tudi tam niso postregli z jasnim dokazom, da so te živali dejansko tudi učinkoviti opraševalci. Zdaj, če te rezultate tega križanja sklenemo, lahko ugotovimo, da je rastlina avtokompatibilna, se pravi sposobna samoopraševanja, ki ima pomembno vlogo. Je tudi dihogamna rastlina, kjer sta spolni fazi odmaknjeni, zamaknjeni pravzaprav in prehiteva moška faza. Zato pravimo, da so te rastline protandrične. Kljub vsemu pa se zdi, da bi vrsta preferirala navzkrižno opraševanje. Ugotovili smo, da se pri teh populacijah pojavljajo zelo različni reproduktivni sistemi, kar bo imelo verjetno tudi za posledico zelo različno genetsko strukturo teh populacij.
Ugotovili smo, da ima populacija izginčice zelo slab reprodukcijski potencial. Tudi primerki, ki smo jih naklili, so imeli zelo slabo življenjsko moč, slab fitness. Ugotovili smo, da imajo najboljši reprodukcijski potencial populacije iz Istrskih Toplic in verjetno tudi iz Podpeči. Zelo jasno se je pokazalo, da so populacije iz Istrskih Toplic in pa ospa v inbreedingu, v inbreeding depresiji, kar pomeni, da odklanjajo lasten pelod, tako lastnih primerkov kot znotraj populacij. Medtem ko populacije iz Črnega Kala in Podpeči pa v izrazitem outbreedingu, kar pomeni, da odklanjajo pelod iz drugih populacij oziroma preferirajo celo samoopraševanje in tudi navzkrižno opraševanje znotraj samih teh populacij je dalo slabše, če niti ne statistično pomembno slabše rezultate. Glede donorjev peloda se je izkazalo, da so to dobre populacije iz Podpeči in Istrskih Toplic. Kar se tiče opraševalcev, se pa zdi, da so to najverjetneje muhe iz skupine Empidide, ampak zato nimamo nekih čvrstih dokazov. Pri populacijski genetiki tam smo se v glavnem ukvarjali z analizo rezultatov mikrosatelitskih markerjev. Pa najprej je natačna dolgočasna tabela, ki govori o tem, kakšne so genetske razlike med posameznimi populacijami, ki smo jih obravnavali. Če to tabelo zreduciramo samo na te rdeče številke in odebeljene številke, ugotovite hitro lahko, da so si genetsko najbolj sorodne populacije v Istrskih Toplicah, to se pravi tisti dve iz leve in desne strani reke Mirne. Najbolj samonikle, genetsko izolirane populacije so pa tiste iz Podpeči. To govorista dve analizi, tako analiza Neevih genetskih distanc, kot tudi recimo FST statistika, ki govori načeloma zelo podobno o tem, koliko so izdiferencirane genetsko posamezne populacije in tukaj je slika identična. Se pravi, ugotovili smo najmanjšo genetsko izdiferenciranost med populacijama z obeh strani Mirne v Istri, v Istrskih Toplicah, in največjo diferenciranost populacije v Podpeči. Če to pokažemo z enostavnim grafom, zgleda nekaj takšnega, ta Podpeč štrli, to je ena skupina, potem so tukaj te tri skupine med Glinščico in Črnim Kalom in potem ti dve, ki sta dejansko si zelo blizu in tudi ta graf nakazuje na dokaj intenziven pretok genov med tema dvema populacijama. Tukaj so eni morda še zanimivi populacijsko-genetski parametri, ki govorijo o tem, koliko privatnih alelov, se pravi tistih, ki smo jih našli samo pri eni populaciji in nobeni drugi, je razporejenih po posameznih populacijah in tukaj vidimo, da ta Podpeč dejansko premaga vse ostale, čeprav je ta populacija zelo majhna. Ta rezultat tukaj govori pa, da je v teh populacijah zabeležen presežek homozigotov. Ta presežek homozigotov v genetskem kontekstu govori o inbreedingu in je dokaz, da sta ti dve populaciji ubrali tisto strategijo, ki smo jo pravzaprav dokazali in identificirali na podlagi križanj, in to je, da tukaj prevladuje samoopraševanje, ker pri samoopraševanju in samooplodnji raste število homozigotov na račun heterozigotov. To pomeni, da se populacija homogenizira. Naredili smo tudi analizo, kjer smo se vprašali, ali je mogoče pri kakšni populaciji prišlo do tistega pojava ozkega grla, bottlenecka, da se je recimo številčnost populacije naglo zmanjšala. Praktično ne, nikjer nismo to zaznali, ravno obratno. Test je pokazal, da je populacija v ospu doživela v zadnjem času ne bottleneck, ampak obratno ekspanzijo.
Gre za drugo največjo populacijo na splošno v celem arealu, se pravi med temi petimi populacijami. In ti rezultati tudi tukaj sugerirajo, da se je ta ekspanzija zgodila relativno nedavno. Še en zanimiv rezultat smo dobili in to je, da ko smo testirali, kakšna je genetska sorodnost med posameznimi primerki znotraj vsake populacije, smo ugotovili, da je ta genetska sorodnost nadpovprečno velika na primerkih, ki se med sabo nahajajo oddaljeni 1 meter, skoraj pri vseh populacijah. Le pri eni populaciji smo ugotovili, da je ta razdalja malo večja. To pomeni, da pelod v tej populaciji, in sicer v Istrskih Toplicah, leti v povprečju okrog 2 metra od donorja. Ti testi so se izkazali povsod za statistično značilno pomembne, kar govori pravzaprav o tem, da je ne samo potovanje peloda, ampak tudi potovanje semen tukaj zelo omejeno. Večina peloda in večino semen pri teh rastlinah pristane v radiusu 1 ali pa 2 metrov. Ta podatek je recimo zanimiv ali pa pomemben pri čisto varstvenih vprašanjih, kako veliko površino potrebuje ta rastlina, kako na gosto morajo biti posadeni primerki, da ta populacija recimo lahko funkcionira in je samozadostna. Če te surove podatke o genetski strukturi predstavimo v dvodimenzionalnem diagramu, dobimo tukaj praktično tisto sliko iz tiste tabele. Tri skupine populacij, populacije iz Istrskih Toplic, populacija iz Podpeči in pa te 3 populacije med Glinščico in Črnim tvorijo zaokrožene enote. Če takšen diagram prekucnemo na bok in izpostavimo prvo in tretjo os, potem vidimo, da kar naenkrat štrli ven populacija iz Glinščice, kar je seveda zanimivo. Ta populacija iz Podpeči pa se približa populacijam iz Istrskih Toplic. To seveda ni statističen test. Tukaj gre izključno za vizualizacijo teh podatkov. Če pa to tudi statistično testiramo s pomočjo algoritma, ki je implementiran v tem programu Structure, pa ugotovimo sledeče, da je s pomočjo algoritma, ki sledi permutacijam in izračuna verjetnost, katero je optimalno število genskih sklopov, se pravi genetskih skupin na podlagi teh parametrov, ki smo jih tukaj zadali, določi program, da je to število 3, ker se zelo ujema sicer s tistim diagramom tam, ki ste ga prej videli. V barvah si pa to lahko predstavlja na takšen način. Se pravi, imamo eno skupino, to je ta modra barva, to so Istrske Toplice, potem imamo zeleno barvo, to so skupine Osp, Črni Kali in pa Glinščica, in tukaj je pa zelo samonikla skupina, recimo tukaj iz Podpeči. Te črte tukaj rdeče barve nakazujejo, da prihaja tukaj do določenega genskega pretoka med tema dvema populacijama, ampak na splošno lahko vidite, da so te populacije reprodukcijsko precej izolirane. Stvar se bistveno bolj zakomplicira, če v to analizo vtaknemo še tisto mahovno popkoreso. Živo nas je zanimalo, kaj se dogaja tam v Glinščici, ker rezultati morfometričnih raziskav in križanj opraševanj v samem vrtu so pokazali, da se tam nekaj dogaja. In ko smo te podatke postavili ponovno v dvorazsežnostni diagram, bi pričakovali, da se bo ta mahovna popkoresa pojavlja na diagramu tukaj v tem zgornjem kotu, te ostale pa tukaj na koncu. No, situacija je razborljivo drugačna. Ta mahovna popkoresa se nahaja na sredini diagrama, kar pomeni, da praktično komunicira in kontaminira te populacije, ki se nahajajo tukaj okrog nje. In če ponovno ta diagram tukaj prekucnemo na bok, potem opazimo, da ponovno štrli ven tukaj iz te skupine Glinščica
ki se zelo približa tej skupini mahovnih popkores, tukaj eni populaciji iz Vodic in drugi iz iste lokacije, ampak druge vrste, se pravi muskoze. Ponovno, če to statistično testiramo, je zanimivo, ker prepozna tukaj ta algoritem 4 skupine in bomo rekli, ja, prav, se pravi tiste 3, ki smo jih prepoznali prej, in ta 4. skupina bo mahovna popkoresa, no, ampak se izkaže, da te skupine se ne posortirajo tako, kot smo si prej predstavili. Če tukaj pogledamo ponovno po barvah, imamo tukaj Tomazinijevo popkoreso iz Istrskih toplic rumeno, potem tukaj imamo zeleno Tomazinijevo popkoreso iz Podpeči, modro tukaj sta 2 populaciji Tomazinije popkorese iz Črnega Kala in iz Ospa. Tomazinijeva popkoresa iz Glinščice pa se je popolnoma stopila s populacijama vrste Meringia muscosa, ravno tako iz Glinščice in pa iz Vodic. Z drugimi besedami, tukaj imamo domala nedvoumen dokaz, da te rastline, ki smo jo imenovali Meringia tomazini, v Glinščici ni več. Praktično v genetskem kontekstu, če interpretiramo na podlagi rezultatov te raziskave, primerkom Tomazinijeve popkorese v Glinščici več ne smemo reči, da je to Tomazinijeva popkoresa. Enostavno tukaj se vidi, ti rezultati tukaj sicer sugerirajo, da Tomazinijeva popkoresa kontaminira te primerke iz Glinščice, ampak stvar je obratna. Gre za primerke, ki smo jih nabrali v stenah kot Tomazinijevo popkoreso, za katero se pa je izkazalo, da se že nekaj generacij uspešno križa z muskozo in da je genom muskoze že prevladoval nad genomom Tomazinijeve popkorese na tej lokaciji v Glinščici. Zdaj, če na hitro povzamemo te rezultate teh raziskav, ugotovimo lahko, da je ta diferenciacija genetska med populacijami zelo dobra in da govori o tem, da so te populacije reproduktivno relativno izolirane dobro. Da rezultati kažejo, da je genski pretok najmočnejši med populacijama v Istrskih toplicah z leve in desne strani reke Mirne in da je populacija v Podpeči najbolj samonikla. Tam je bilo tudi največ recimo privatnih alelov. Ugotovili smo tudi, da od Hardy-Weinbergerjevega razmerja homo in heterozigotov v populaciji najbolj odstopata populaciji iz Glinščice in Podpeči, kar nakazuje na genetski inbreeding, se pravi na parjenje sorodstv. In tudi to so zelo lepo pokazali tudi rezultati našega kontroliranega križanja v vrtu. Nadalje, pelod teh rastlin ne leti daleč, ampak na splošno ta podatek ni toliko presenetljiv, ker pri večini vrst pelod leti presenetljivo na kratke razdalje. Tam 90% peloda konča na 5 metrih. To je ena študija, ki so jo naredili, ena takšna pregledna. Se pravi, da ja, pelod dejansko ne gre daleč, pri tej rastlini pa niti ne preseneča, da je ta razdalja tako majhna. Ampak to govori tudi, da tudi seme ne potuje dlje. Z drugimi besedami, tiste mravlje, ki ta pelod tam prenašajo, so verjetno mravlje, ki v teh stenah živijo. Zdaj, mi teh živali nismo lovili in jih tudi nismo identificirali, mogoče pa bi bilo lahko zanimivo, če prihaja tukaj do kakšne specializacije, recimo tudi tam, v tem kontekstu. V okviru vrste v navednicah Tomazinijeve popkorese lahko razlikujemo 3 skupine populacij. To so tiste iz Istrskih toplic, iz Podpeči in pa preostale 3, vključujoč Glinščico, zato so tiste vrste v navednicah gor označene, ampak tiste navednice govorijo tudi za celo vrsto Meringia tomazini, morda o tem, če bo kaj interesa kasneje. In na koncu lahko ugotovimo, da populacijo iz Glinščice lahko kolegi iz Italije prečrtajo iz italijanske flore. Nažalost, dogaja se, da je v popolni introgresiji z mahovno popkoreso, ki se do Tomazinijeve popkorese priplazi skozi gozdne sestoje, ki tam segajo do stene. Nasploh
je to lahko problem, kot bomo kasneje tudi videli. In še ena stvar, ki govori na največjo genetsko izoliranost, reproduktivno izoliranost, je pa to, da smo detektirali najbolj samonikle populacije, to so pa tiste iz podpeči. Kaj lahko sklenemo iz tega, kar je bilo zdaj povedanega? Nekaj sklepov. Prva je, da ta Tomazinijeva popkoreso danes uspeva samo na 5 lokacijah, ampak če smo bolj pošteni in pravični, lahko rečemo na samo 4 lokacijah. Te populacije se morfološko in genetsko dobro strukturirano ločijo v 3 skupine, ker je bilo presenetljivo vsaj, kar se morfologije tiče, in to izključno enostavne morfologije na samem cvetu. Ugotovili smo, da je vrsta dihogamna, da je avtoinkompatibilna, ampak da je prevladujoč sistem, reprodukcijski sistem ksenogamija, kar pomeni opraševanje med primerki znotraj iste pa med populacijami. Ti reprodukcijski sistemi se lahko zelo razlikujejo in tiste populacije, ki so načeloma dobri donori peloda, niso tudi nujno dobri prejemniki peloda. To je predvsem zaradi tega, ker so določene populacije v izrazitem outbreedingu, kot je to recimo pri populaciji podpeči in v Črnem kalu, in pa v izrazitem inbreedingu, kot so to populacije v Istraških toplicah in pa v Ospu. Kot sem že prej omenil, populacija iz Glinščice trpi, je v hudi introgresiji s simpatično vrsto mahovne popkorese in v genetskem oziru, pa tudi deloma vsaj v morfološkem oziru ne moremo več imenovati kot populacijo vrste Tomazinijeve popkorese. Najmanjšo kontaminacijo, snaženost v navednicah z vrsto mahovne popkorese smo zaznali pri populacijah v Istraških toplicah in pa v Podpeči. Na koncu Tomazinijevo popkoreso, kot vidimo, danes ogrožajo ne samo plezalna aktivnost, ampak tudi lahko povsem naravni proces. In ta naravni proces pomeni hibridizacija simpatrično, očitno tudi ozkosorodno mahovno popkoreso. In to je eklatantno vidno na populaciji v Glinščici. Toliko bi bilo z moje strani zdaj za danes. Tukaj sicer o tej aktivnosti sem poročal sam, bilo je pa tukaj kar nekaj sotrudnikov. Definitivno, naštel jih bom, seveda, ker so pomembno ali pa odločujoče prispevali k tej raziskavi. To so Manica Balant, ki danes buli v ta monitor, verjetno iz Botaničnega inštituta v Barceloni, kjer je na doktorskem študiju. Potem sodelavca iz Famnita, Živa Fišer in Peter Glasnovič. In pa kolega Ivan Radosavljević iz Prirodoslovno-matematične fakultete v Zagrebu. Zahvaljujem se seveda tudi študentom, ki so sicer en dan, ampak pomembno prispevali k poznavanju te rastline. In verjetno sem še kakšnega pozabil, pa upam, da mi bo oproščeno. Hvala lepa.